Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, ki ste z nami na spletni predstavitvi knjige komentarja Zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu s komentarjem, lepo pozdravljeni. Knjiga združuje celovit pogled zakona s komentarji posameznih členov, pojasnili njegovega nastajanja, predstavitvijo mednarodne prakse na tem področju. Predvsem je pa knjiga eno odlično vodilo, kako razumeti zakonodajo in predvsem kako ta zakon uporabljati v praksi. Zato na Planet GV verjamemo, da bo komentar zakona pomembno prispeval k razvoju zagotavljanja kakovosti v zdravstvu, ne le z razlago zakonodaje, temveč tudi z odpiranjem prostora za razmislek, dialog in izboljšave v praksi. Dovolite, da predstavim potek današnjega srečanja. V prvem delu bodo avtorji predstavili ozadje nastajanja komentarja, ključne poudarke zakona ter poglede na zagotavljanje kakovosti v zdravstvu. V drugem delu bomo odprli razpravo, v kateri lahko sodelujete seveda tudi vi s tem, da zastavljate vprašanja v chatu. Z nami so avtorji po naslednjem vrstnem redu. Dovolite, da najprej predstavim urednika komentarja, Franc Gerbec, pozdravljen. Pozdravljen. Univerzitetni diplomirani pravnik in podpredsednik Zveze organizacije pacientov Slovenije, ki že več kot 25 let deluje na področju pacientovih pravic in sistema zdravstvenega varstva. Med drugim je sodeloval tudi v delovni skupini za pripravo tega zakona po kakovosti. Sourednica Biserka Simčič, pozdravljena. Pozdravljen. Strokovnjakinja za kakovost in varnost v zdravstvu z več kot 25-letnimi izkušnjami na tem področju. Vodila je projekt vzpostavitve akreditacije bolnišnic, sodelovala na projektu Evropske komisije ter pri pripravi nacionalne strategije kakovosti v zdravstvu 2022 do 2031. Je tudi ocenjevalka standardov ISO in mednarodnih standardov. Avtor dr. Mirša Poldrugovec, pozdravljen. Zdravnik, predsednik sveta za in še četrti avtor zakona, izredni profesor dr. Andrej Robida, pozdravljeni. Ja, dober dan vsem. Priznani strokovnjak, otroški kardiolog, ki je na svoji strokovni poti nenehno aktivno deloval na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu, tako doma kot v tujini. Je tudi akreditirani presojevalec kakovosti v zdravstvu. Sedaj pa prišel čas, da besedo predam avtorjem zakona. Začeli bi z Biserko Simčič, da nam pove, kako je sploh prišlo do tega zakona in zakaj je bil potreben. Peter, najlepša hvala. Še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. In seveda bi začela s tem, da ta zakon o zagotavljanju kakovosti predstavlja eno najpomembnejših sistemskih sprememb v slovenskem zdravstvu v zadnjih letih. Mislim, da ne gre zgolj za novo zakonsko besedilo, gre za jasno sporočilo, da kakovost in varnost pacienta nista več stvar naključja, temveč postajata zavestna, sistemska in zakonsko določena odgovornost vseh nas, ki soustvarjamo ali živimo zdravstveni sistem. Pravzaprav danes lahko govorimo o zakonu, ki je nastal kot odgovor na dolgoletno sistemsko vrzel v slovenskem zdravstvu. Slovenija je imela tudi pred sprejemom tega zakona veliko strokovnega znanja, izkušenj, preznane zdravstvene delavce in sodelavce in pa tudi številne dobre prakse, vendar vse to zgolj v obliki navodil, priporočil ali tudi samo napisano na papirju. Ne glede na to si moramo odkrito priznati, da področje kakovosti in varnosti ni bilo celovito urejeno. Nismo imeli enotnega, zakonsko urejenega sistema kakovosti in varnosti pacientov, ki bi pravzaprav veljal za vse izvajalce na vseh ravneh enako.
Tako so manjkali na nek način skupni standardi, manjkala je primerljivost in predvsem je manjkal sistem, ki bi omogočal učenje iz napak, ne pa njihovega prikrivanja. Področje kakovosti je bilo v vseh teh letih zelo razdrobljeno, pogosto projektno odvisno, prepuščeno je bilo posameznim ustanovam ali entuziazmu posameznikov, nadzor pa je bil pretežno reaktiven, ko se je že zgodilo nekaj hudega. Mednarodne primerjave, pravzaprav pa tudi lastne izkušnje so jasno kazale, da brez sistemskega okvira kakovost ni trajnostna, varnost pacientov pa je ostajala naključna. Danes je pomembno poudariti, da Zakon o zagotavljanju kakovosti ni nastal čez noč. V ozadju je bilo več kot 2 desetletja strokovnih razprav, opozorila mednarodnih organizacij, primeri resnih varnostnih incidentov in vedno glasnejše vprašanje, pravzaprav kdo v slovenskem zdravstvu sistemsko skrbi za kakovost in pa seveda s kakšnimi pooblastili. Tako je bil zakon sprejet decembra 2024, prelomnica, saj je sedaj kakovost prvič opredeljena kot javni interes in pa javno odgovornost države. Ključna novost v tem zakonu je pravzaprav premik iz kulture krivde v kulturo učenja. Zakon med ostalim tako uvaja enoten sistem vodenja kakovosti za vse izvajalce. Tukaj je potrebno poudariti za vse izvajalce, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. To preprosto pomeni tudi za tiste čiste zasebnike in tudi za samozaposlene. Ni merilo koncesija ali javna služba, temveč vsi, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti za vse zdravstvene poklice. Zakon tudi jasno opredeljuje varnostne incidente in način njihove obravnave, zagotavlja, da poročanje ni namenjeno kaznovanju, ampak preprečevanju ponovitev napak in pa vzpostavlja preglede, kazalnike kakovosti dostopne tudi javnosti. Zakon zelo jasno določa naloge za vse vpletene v zdravstveni sistem, tako za izvajalce zdravstvene dejavnosti, kot za vlado, kot za plačnika, kot za nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic in praktično tudi za same paciente. Pomembna novost je tudi vzpostavitev nacionalnih struktur, med katerimi je vsekakor najpomembnejša Javna agencija za kakovost in varnost v zdravstvu. Če se vrnemo k zakonu, pravzaprav je njegova temeljna dodana vrednost sprememba paradigme, in sicer, da zakon ne temelji na iskanju krivde, temveč na upravljanju tveganj in krepitvi kulture varnosti. Zakon pravzaprav ne izhaja iz vprašanja, kdo je kriv, temveč iz vprašanja, kako preprečimo, da se napake ponovijo. Posebna vrednost tega zakona pravzaprav je tudi v tem, da jasno ločuje kakovost od nadzora in sankcioniranja. Varnostni incidenti so prvič zakonsko opredeljeni na način, ki omogoča njihovo obravnavo z namenom preprečevanja ponovitev, ne pa avtomatičnega kaznovanja. S tem zakon tako ustvarja pogoje za razvoj kulture varnosti, v kateri imajo zdravstveni delavci možnost odkritega sporočanja napak, pacienti pa večjo zaščito in več zaupanja v sistem. In to je pravzaprav ključno. Ne le za varnost pacientov, temveč tudi za strokovno integriteto in varnost zdravstvenega osebja. Kot sem že prej omenila, je pravzaprav ena največjih sistemskih sprememb tudi ustanovitev javne agencije, ki naj bi prevzemala vlogo osrednje, neodvisne, strokovne institucije, odgovorne za razvoj, spremljanje in vrednotenje kakovosti, varnosti in zdravstvenih tehnologij. S tem se pravzaprav Slovenija umešča in uvršča ob bok državam, ki razumejo kakovost kot strateško področje, ki zahteva neodvisno strokovno presojo, stabilne institucije ter dolgoročno vizijo.
In pravzaprav tale zakon ni zakon za danes, je zakon za naslednjih 10 do 20 let, vsekakor s kakšnimi bodo potrebni kakšne dopolnitve, popravki, posodobitve, vendar je namenjen daljšemu obdobju. In prav tu vstopamo mi, oziroma naš komentar Zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Zakaj? Ker ta komentar pravzaprav ni razlaga samih zakonskih členov, je most med zakonom in prakso. Zakon umešča v klinični, organizacijski in mednarodni kontekst ter bralcu pomaga razumeti ne samo, kaj določa zakon, temveč tudi zakaj in kako ga je mogoče in potrebno uresničevati v praksi. In pa tudi pri vsakodnevnem delu, seveda. Mislim, da je prav ta komentar namenjen vsem, ki kakovosti ne razumejo samo kot administrativne zahteve, temveč kot temelj zaupanja v zdravstveni sistem. To pomeni vsem vodstvom, strokovnjakom, nosilcem kakovosti, študentom in odločevalcem in pravzaprav vsem, ki so vpeti v sistem zdravstva. In če bi na koncu svoj del strnila v eno misel ali pa eno sporočilo, lahko povem, da kakovost v zdravstvu ni dodatna naloga, je temelj zaupanja. Komentar zakona pa je dragocen korak k temu, da temelj postane razumljen, uresničljiv in, kar je najpomembneje, trajen. Toliko zaenkrat za uvod z moje strani, zdaj pa. Hvala lepa. Doktor Andrej Robida, kako pa uporabljati to knjigo, ta komentar pri izvajanju določil zakona, ne? Mogoče pa vaši pogledi, ne, in prispevek. Ja, Biserka je zelo lepo povedala, kaj v bistvu komentar k tem zakonu je. Samo golo besedilo zakona je včasih kar malo grozljivo za tiste izvajalce, ki bodo morali to upoštevati. Jaz bi samo na kratko povedal, da ta zakon ni nastal leta 1924, ampak že leta 2005 so bili napisana prva izhodišča, ki so šla v predal. Nato je bilo več izhodišč do leta 2015, ki so jih hoteli dati v zakon o zdravstveni dejavnosti, ampak je šlo tudi to v predal. Potem je pa, ne boste verjeli kdo, skupina pacientov pripravila teze za zakon o kakovosti in varnosti. Šli smo skupaj, tudi sam sem bil zraven s pacienti, na kabinet takratnega predsednika vlade, vse poslanske skupine, neverjetno prijazen sprejem, neverjetni nasmehi, ampak zgodilo se ni nič. Končno je leta 2016 so prišla izhodišča za zakon, ki jih je naredila delovna skupina in so bila celo v javni razpravi. A kot veste, se je vlada zamenjala in stvar je zopet ležala v predalu. Namreč upravljanje zdravstvenega sistema je na politiki, namesto da bi bilo na neodvisni, profesionalni, odgovorni skupini. Ta zakon ima mnogo sodobnih zahtev za kakovost in varnost pacientov. Primerjali smo se zelo z praksami v tujini in pa tudi z zakonodajo iz tujine, in sicer Zveza organizacije pacientov Slovenije je pripravila celo prevod 9 zakonov iz teh najmodernejših držav. Jaz sem se v tem zakonu osredotočil predvsem na varnost pacientov. Kot veste, je Slovenija svetovni prvak v tem, koliko imamo malo napak, in pa kako imamo malo nekaterih nezavednih kršitev. Zdaj, lahko bi to prešteli na prste ene roke. Zdaj, najvažnejša stvar, če hočemo spremeniti, če hočemo izboljšati varnost pacientov, je treba seveda vedeti, ali se je neka napaka zgodila, nek varnostni incident, ali se je zgodil ali se ni zgodil. Torej, sporočanje preprečljivih škodljivih dogodkov in tudi drugih varnostnih incidentov. V Sloveniji imamo zelo lepo navado, da uporabljamo evfemizme. To se pravi lažje besede, bolj blage besede za tisto, kar se v resnici dogaja. Tako sem zdaj zasledil v poročilu o hemovigilanci,
da ne govorijo o varnostnem incidentu, ampak o neželenem dogodku. Ta nomenklatura, sicer so opisali, kaj je pravzaprav bilo zadaj, ampak ime je neprimerno, ker če ga slišimo kot neželen dogodek, saj imamo veliko neželenih dogodkov. Zdaj pa tako. V zakonu piše, da je zakon usmerjen v sistem. To se pravi, da je treba pogledati delovni sistem, v katerem je ta neka napaka nastala, in pogledati vse elemente tega delovnega sistema, kar se imenuje ergonomija ali pa človeški dejavniki, in ne kaznuje, kot je Biserka povedala, posameznika, če se mu je zgodila napaka. Vendar sta tukaj dva problema v tem zakonu, ki jih bo treba spremeniti. Prvi problem je, da naj bi izvajalec zapisal imena vpletenih v napako in vodil evidenco. To naj bi bilo sicer zaupno, ampak se veste, kako je z zaupnostjo v Sloveniji. Druga stvar je, da tožilstvo oziroma tudi sodišča lahko začnejo preiskovati nek varnostni incident, če mislijo, da je šlo za kršitev kazenskega zakonika. To gre pa vedno. Zakaj? Zato, ker ni nikjer v nobeni zakonodaji definirano, kaj napaka sploh je. Namreč, če nek zdravnik, medicinska sestra ali kdorkoli, ki dela v zdravstvu, dela malomarno in pri tem nastopijo škodljivi dogodki, kar opisuje 179. člen, kaj temu sledi, malomarnost je pa definirana kot nezadostna pazljivost. Jaz ne poznam človeka, ki bi bil stalno pazljiv. In tudi, če nekomu rečeš drugič pa pas, da se ti to ne bo zgodilo, to ni dober sistem, ki bi lahko napake preprečil. Pri nas o pravični kulturi ne govorimo ničesar. Zdaj vsi mislijo, zdravniki, medicinske sestre se hočejo skriti za ta zakon, ki posameznika ne bo kaznoval. Ni res. Tukaj je tudi odgovornost. In o tem govori pravična kultura. Kaj pravična kultura pomeni? Da se človeka, ki je bil vpleten v napako, ne kaznuje, tudi tistega ne, ki je nenamerno, nezavedno kršil neka pravila, ampak odgovorni je pa tisti, in sicer disciplinsko ali pa celo kazensko, če je delal pod vplivom alkohola, če je prepovedanih drog, nekih psihoaktivnih substanc, če je slučajno bolan in jih jemlje, in če dela lahkomiselno, ker je njegova korist večja kot pa korist pacienta. Primer bi lahko bil, naprimer, neka medicinska sestra mora ob 3 po otroka in ne preda pacienta drugi medicinski sestri. Zdaj, za konec pa to izrednega pomena je, da vsi, ki delajo v zdravstvu, gredo skozi usposabljanja, ki so kar dosti zahtevna, narejena so po 5 nivojih, od tistega, kar morajo vedeti vsi, do tistega pooblaščenca za varnost pacientov, ali pa če hočete, zanimajo to je poimenovano kot specialist za varnost pacientov, da bodo tako lahko prišli. Zdaj, kar pomeni, da to lahko preide v učečo se organizacijo, o katerih pri nas že dolgo časa govorimo, ampak se v zdravstvu zelo redko uveljavlja. Za vprašanje seveda bom na voljo in bi jaz s tem končal in hvala za poslušanje. Najlepša hvala. Predajam besedo dr. Mirši Poldrugovacu. Da se dotaknete vašega prispevka, se pravi struktur, pristojnosti, tudi morda kazalnikov kakovosti. Hvala. Ja, jaz bi začel točno z pogledom na doprinos zakona k vzpostavitvi novih struktur in pristojnosti obstoječih novih organizacij, deležnikov, teles in tako naprej. Začel bi z najbolj očitno novo organizacijo, ki jo vzpostavi zakon, ki je bila prej omenjena, to je Agencija za kakovost. Prvič smo dobili neodvisno agencijo. Ne bom ponovil to, kar je bilo rečeno. Seveda to nastane spet na plečih zgodovine, od zametkih v uradu za
nadzor kakovosti in investicij v zdravstvu, oziroma ob upoštevanju razprave, ki, kot je bilo pravkar rečeno, pravzaprav sega že 20 let nazaj. Se pravi, velik dosežek pri vzpostavitvi te strukture. Vzpostavljen je recimo tudi svet za kakovost, ki je bil prej omenjen. Zakon določa tudi pristojnosti številnih obstoječih organizacij, teles oziroma deležnikov. Med temi bi, kot primer, vzel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in določilo zakona, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavi sistem plačila, ki upošteva tudi kakovost. Ta naloga je zelo zanimiva zaradi tega, ker v bistvu pokaže, kje je lahko korist zakona. Namreč ne moremo trditi, da do sedaj Zavod za zdravstveno zavarovanje ni smel vzpostaviti takšen način plačila. Določilo v zakona pa postavi to iz pravice v nalogo in usmerja pozornost na to področje in seveda tudi v tem primeru gradi in krepi delo na področju na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, ki spet ima svojo zgodovino v naporih številnih, ki se s tem področjem ukvarjajo v preteklih letih. Torej, v tem smislu določila pristojnosti in vzpostavitve nekih organizacij v zakonu je izjemno dragocen. Vendarle, zakon neizbežno ima svoje nedorečenosti. Nedorečenosti, ki niso, po mojem mnenju, posledica tega, da je zakon slabo napisan, ampak posledica tega, da ni smiselno in primerno v podrobnosti določiti postopke v samem zakonu. Ne bi si želeli, da parlament ima v zakonodajno proceduro vsako imenovanje delovne skupine ali pa vsak podroben postopek. Vendarle, to pa pač odpre nekako področje za številne izzive, kar se tega tiče. Naprimer, zato bi se jih posvetil področje kazalnikov kakovosti kot primer, ker mi je pač bliže kot morda nekatera druga področja. Zakonodaja, spravi Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu določa, da agencija določi kazalnike kakovosti. Zakonodaja prav tako pač določa, da zbornice in strokovna združenja sodelujejo pri oblikovanju kazalnikov kakovosti. Določa, da izvajalci zdravstvenih storitev poročajo podatke o kazalnikih kakovosti in da pacienti oziroma nevladne organizacije pomagajo pri pridobivanju podatkov o kakovosti. Ta dikcija oziroma ta določila zakonodaje se mi zdi, da so na mestu, vendarle pustijo odprto polje za način razvoja kazalnikov kakovosti. Jaz upam, da agencija, in verjamem, da bo agencija pri razvoju kazalnikov kakovosti vključila širše področje deležnikov, čeprav to ni izrecno določeno v zakonu. Torej, ni zahteva zakona, je pa agencija postavljena kot krovni koordinator, kot tisti, ki v končni fazi dejansko določi, kateri kazalniki bojo sprejeti. Torej, je nekako prepuščeno agenciji, da vzpostavi en sistem. In recimo ta sistem je sestavljen iz večjih korakov, ki seveda v zakonu niso določeni. Če govorimo o kazalnikih kakovosti, potrebno je določiti, katerim razvojem, katerim kazalnikom kakovosti dati prednost, razviti te kazalnike, se pravi podrobnosti metodologije in način zbiranja, testirati izvajanje tega zakona, implementirati, se pravi razširiti ta navodila, določila vsem izvajalcem, začeti z zbiranjem podatkov, analizirati podatke, objaviti podatke in potem pač seveda vrednotiti, ali so dobri ali so slabi, in nekaj narediti v zvezi s tem. Vse to so koraki, ki se nekako skrijejo v določilo določi kazalnike, v določilo sodeluje pri pripravi in seveda v določilih o obvezni objavi teh kazalnikov. Torej, v tem smislu zakon ne določa podrobnosti teh postopkov in ne določa, kakšna je vloga posameznih deležnikov v vsakem od teh korakov. To bo zahtevna naloga,
ki je predvsem, kar se tiče pač kazalnikov kakovosti na plečih v bistvu agencije, da razvija pač takšen postopek, takšne postopke. Vendar se mi je zdelo izpostaviti to oziroma uporabiti to kot primer, zato da prikazujem, kako zakon vseeno pušča odprte nekatere zadeve, ker pač niso zakonska materija, jih je potrebno zdaj določiti v kontekstu implementacije. In tukaj spet vidimo, v čem je lahko korist našega komentarja k zakonu o zagotavljanju kakovosti, v tem, da obelodanimo nekatere izmed te nedorečenosti, v tem, da razkrijemo ali pa pač predstavimo ozadje za sprejemanje teh odločitev in v nekaterih primerih sem si zapisal, kar je prej pač bilo zelo lepo rečeno, kako je mogoče in potrebno zakon uresničiti v praksi. Referenco na biser pa zaključim. Najlepša hvala. Pa naredimo v bistvu tak krog, sklenimo z urednikom Francom Gerbcem. Gospod Gerbc, ključen je pa sam načrt izvajanja zakona. Pa lepo prosim, dajte vi nekako povzeti zdaj, kako pa zdaj ta zakon v prakso spraviti v vseh organizacijah, ki so podvršene temu zakonu. Drži. Ja. Vsak zakon, pa tudi ta, lahko ostane bolj ali manj mrtva črka na papirju, če ne obstaja pripravljenost najprej za izvajanje vseh sodelujočih. To smo v komentarju zelo poudarili, da naj bi ta zakon pripeljal do tega, da se bomo drugače začeli obnašati, ampak vsi vpleteni, od pacientov pa do tistih, ki nas zdravijo, pa do države, ki ustvarja regulacijo in pogoje za to, da se lahko kaj uresniči. To pomeni, da pravzaprav za tem zakonom zdaj takoj potrebujemo, da spremenimo oziroma dopolnimo sicer že obstoječi načrt na tem področju. Imamo namreč od leta 2023 izdelano nacionalno strategijo kakovosti in varnosti, pri kateri so sodelovali poleg dr. Robide, sodeloval tudi Dorjan Marušič je sodeloval, potem je dr. Grabar sodeloval takrat, ti si pa Mirka. Ta tako zvana španska strategija, zakaj je katalonska družba Entidata pripravila strokovno podlago na podlagi naročila Evropske komisije, za katerega pa dala pobudo slovensko ministrstvo za zdravje. Da je nastanek vsega tega načrtovanja vsega kar daleč nazaj, tam na začetku 20 let, je Slovenija sklenila, država je sklenila, da je končno treba narediti večje premike na tem področju, da je stanje nezadovoljivo. In seveda, zdaj smo pred tem, da bomo strategijo, ki je bila sprejeta in objavljena 2023, je pa akcijski načrt, da ga vzamemo v roke, da ga posodobimo in da s tem damo vsem izvajalcem podlage za to, da jo vedo, na kakšen način, kako naj to uresničujejo. In to je naloga, ki je treba čim hitreje narediti, tako strani agencije, kot tudi strani Svet za kakovost bo recimo pri tem lahko pomagal. Zdaj pa seveda, zakaj je to tako pomembno? Poglejte, mi imamo, in to je bilo v predlogu zakona, v utemeljitvi navedeno, vlada je bila tu dovolj odkrita, pa ministrstvo, da so povedali, da mi recimo nimamo podatkov na tem področju. Mi imamo slabo poročanje o stanju na področju varnosti in kakovosti, slabo stanje. Mi pometamo pod preprogo, mi nimamo jasnih podatkov o tem, kar je tudi zdaj dr. Poldrugovac govoril, kakšni so izidi. Nas paciente seveda zelo zanimajo podatki o izidih zdravljenja na ravni saj izvajalca, če že ne recimo na ravni posameznega zdravnika. V tujini je to najbolj normalna stvar, da vi preberete za vsako ustanovo, zakaj za paciente to ključnega pomena, kam bo šel, za katero ustanovo se je opredelil. Opredelil se bo verjetno za tisto, kjer so izidi boljši, ker je enostavno uspešnost ali kakovost dela večja. Se pravi, mi seveda potrebujemo zdaj delovni načrt, ki pa sega v širok krog deležnikov, recimo, eden od teh so recimo klinične smernice kot pot za to, da se bo izboljšala kakovost dela pri zdravstvenih izvajalcih v bolnicah. Mi sami imamo premajhno kritično maso, da bi v enem kratkem roku lahko prišli do kliničnih smernic, kako naj se zdravnika pacienta zdravi. Zato smo mi predlagali, in mislim, da zdaj v to smer gre aktivnost, da prevzamemo nekatere tuje smernice, recimo holandske in druge, da se naša stroka dol usede, to je zdravniško društvo, to je zdravniška zbornica, to je Zavod za zdravstveno zavarovanje in drugi,
da enostavno dobimo dodatna orodja in dodatno pomoč, kajti za vsakega zdravstvenega delavca, tudi za zdravnika je najboljše, če lahko vzame v roke klinične smernice in gleda, na kakšen način je pravzaprav najboljša pot za neko zdravljenje konkretnega pacienta. Prav, da imamo neke zelo konkretne naloge in konkretne vzvode, ki jih je treba narediti in v to je treba nekaj vložiti. Zato, ker ste me zdaj vprašal o tem načrtu za izvedbo, rabimo take načrte za izvedbo, jih moramo tudi ustrezno podpreti kadrovsko, tudi finančno jih moramo podpreti, ker mislim, da bomo ta zakon izvajali tako, da ne bomo vložili dodatne kadrovske napore, dodatne kadre v to, da dodatni denar za to namenili, seveda ni res. In mi smo se potrudili v tem komentarju, da smo v zadaj dali kot primer neke ameriške akademske bolnice, kako je to organizirana kakovost, koliko je stroškov v zvezi s tem, koliko je stroškov v zvezi z zahtevami države za poročanje. In je prikazane akademske bolnice, kjer je podatek, da je 1,1% od bruto realizacije bolnice potrebno nameniti za te namene. Zdaj pa pogledamo naše ustanove, pa bomo gotovili, kje smo. Kje smo mi, kar se tiče izdatkov za te namene, koliko imamo kadrov za to namene. Se pravi, mi se moramo kadrovsko okrepiti. Moramo izboljšati metode dela v bolnicah. Moramo za to nameniti ustrezno večjo količino denarja. Zagotoviti moramo pogoje, enostavno gledano. Še bolj pomembno pa je, ali pa enako pomembno, pa sprememba miselnosti. To je verjetno najbolj občutljiv tisti soft, kot rečemo, mehek del, kjer je zato, da se začne odnos spreminjati in v samem postopku sprejemanja zakona je bilo dano nekaj očitkov predlagateljev, ki so se izkazali kot neresnični, kajti moramo povedati, da je edini prekršek, ki je v tem zakonu za zdravstvenega delavca, je, če razkrije zaupne podatke pacienta oziroma drugih vpletenih v varnostni incident. To je edina kazen je predpisana, če bi zdravstveni delavec razkril zaupne podatke. Nobenih drugih sankcij ni, za nobenega sankcij so samo, če organizacija ne izvede organizacijskih ukrepov. To pa je, tam so pa določeni, kaj mora vse narediti. Ker ta zakon nima slučajno naziv zakon o zagotavljanju kakovosti. Kateri so ukrepi, ki jih mora organizacija narediti. Mora imeti načrt narejen, mora imeti seveda vzpostavljene ustrezne strukture. Strukture so pa kaj? Ja, so komisija za kakovost, je pooblaščen za varnost pacientov, skratka vsi tisti, ki so zadolženi za to, da ta proces kakovostne varnosti poteka na nek organiziran in primerljiv način. In seveda to je zdaj glavna naloga vodstva. Ker naša ocena je bila širša, že dolgo časa, da je kakovost in varnost v zdravstvu v največji meri odvisna od odnosa vodstva zdravstvenih ustanov. Ta pripravljenost je različna. Eni se lotevajo bolj, rekel, jasno in odločno. Če bi vi pogledali recimo posamezne oddelke naših največjih bolnic, bi ugotovili, da so znotraj iste ustanove velike razlike v kakovosti in varnosti, ker je to odvisno od koga? Je od vodja kliničnega oddelka, od vodja klinike. Njega največ zavisi, kakšna paradigma, kakšna vrednota je tam vzpostavljena, da skrbijo za to, da so pacienti varni. Jaz lahko zdaj rečem, da recimo, ne da bi navajali konkretne podatke, mi poznamo v Ljubljani, oddelke, ki v času covida niso imeli ene okužbe med zdravstvenimi delavci, pa enega okuženega pacienta. Za razliko od nekaterih drugih. Tako da tu je odgovornost vodstva, zlasti vodilnih strokovnjakov, vodilnih, tisti, ki vodijo posamezne sektorje in oddelke, je izjemnega pomena. Tudi ne samo zdravnikov, seveda, tudi zdravstvene nege. Mi imamo zdaj sveže primere, ko je bila operacija uspešna in kot reče tista znana krilatica, operacija uspela, pacient umrl. Veste, to se nam tudi dogaja. Zakaj? Prihaja do napake pri zdravstveni negi. Zdravni niso samo zdravniške napake, govorimo o napakah v zdravstvu. Dr. Robida je velikokrat protestiral proti temu, da se toliko govori samo o zdravniških napakah, ne govori se pa o čem. O tem, da imamo ponekod sistem dela, nimamo dobro organiziran, da govorimo o procesnih napakah, o preutrujenih zdravnikih, o zdravnikih, ki preveč delajo in tako naprej. O marsičem, kar nam manjka, da bi bila lahko kakovost večja. In sigurno je, da kar se tega tiče, bomo pacienti, pa naše organizacije pacientov na to področje usmerjali našo pozornost tudi skozi vpliv, ki ga mislimo, da bi ga morali imeti pri upravljanju preko zdravstvenih zavodov, ker mi sedaj ugotavljamo, da mi tega vpliva zadostnega nimamo, ker smo mi seveda tisti končni potrošniki preko storitev zdravstvenih delavcev, zato seveda smo tem bolj občutljivi na to in jaz bi za konec rekel samo tole. Mi
imamo zgodovinski dolg do vseh tistih, ki so umrli, naši najbližji, ne samo v času COVID-a, tudi sicer kot posledica slabe organizacije, pa tudi napak v organizaciji dela in tako naprej. In oni stojijo, jaz sem to že uporabil, tudi v parlamentu sem o tem govoril, da stojijo na mrtvi straži in nas gledajo, kaj bomo mi naredili. To je naš moralni dolg, da te stvari izboljšamo in da pokažemo, da gremo na pozitivni poti. Seveda pa pot ne bo kratka, pa ne bo enostavna. Moje prepričanje je, da bo daljša kot tista, ki je Mojzes vodil Jude iz Egipta. To je trajalo 7 let. Jaz mislim, da mi rabimo več kot 7 let, zato da bomo dosegli tiste višje rezultate. In samo še en stavek. Profesor Oleškovič, ki je eden od recenzentov tega komentarja, je nas velikokrat opozoril v Sloveniji, rekel, vi ste ponekod odlični v svetovnem vrhu, recimo se pravi, umrljivost dojenčkov, to smo mi v špici kot eni najboljših, drugo, tretje mesto. Rekel, vaša naloga je, da tam ste slabi, ali slabši, da se tam približate vsaj v povprečju. Tam ostanite dobri, tiste sektore, ki imate pa kaj za narediti, pa tisto opraviti. In mislim, da to zdrži. Se pravi, ne gre za to, da bomo naredili neke revolucionarne preskoke, ampak da bomo naslovili mnogo malih korakov. Hvala lepa. Hvala vsem avtorjem za tako lepo predstavitev. Zdaj, kot tudi občanu, se mi je porazilo vprašanje, kot sem vas poslušal, je še marsikaj treba narediti na izvedbeni ravni. Smo ugotovili na sistemski ravni, pa kazalnike kakovosti treba izboljšati preko zakonov, se pravi tale strategijo, akcijski načrt izvajanja strategije kakovosti je treba pač dopolniti. Kaj pa to pomeni za same izvajalce zdravstvene dejavnosti v tem tipu? Kaj morajo pa oni zdaj narediti? Kot razumem, se bojo stvari spreminjale na vseh ravneh, in tudi izvajalci ne smejo čakati, ne morajo že neke aktivnosti poduzeti. Ja, jaz mislim, da je treba narediti, ker to je obsežna stvar, da je treba narediti prioritete. In te prioritete bi lahko naredila agencija, seveda s pogovori z izvajalci, kaj jih najbolj tišči, kje je največji problem. In potem ta problem postane izziv. Namreč pri nas, kot smo že govorili pa videli, da smo imeli ogromno papirjev napisanih, manjkalo je pa tisto, kar se reče v tujini, znanost o uveljavitvi tega v posamezno prakso. In to je pravzaprav znanost, ki pokaže malo teorije, predvsem pa kako se to naredi. Na izvajalcih je zdaj ogromno tega, ker kje se dogaja zdravstvo, pa zdravljenje, pa diagnostika. To se dogaja pri izvajalcih, to se pravi, ne bo to primarno zdravstvo, ne bo to lekarna, ne bo to bolnišnica. In kot sem rekel, bo treba narediti seveda te prioritete in potem ljudi usposobiti, ker so stvari, ki se dajo naučiti, ne samo, da nekdo govori o neki teoriji, ampak kako iz teorije pride v prakso, kaj morate pa vi narediti. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da je potreba ne samo usposabljanje z nekimi predavanji, ki so seveda potrebna, ampak trening. Ti se moraš naučiti določenih stvari, kako boš neko stvar izboljšal. Tole se je zgodilo, zdaj sva bila skupaj z Biser, ki so pomagala preko Svetovne zdravstvene organizacije tudi v Črni gori, kjer je bil sistem, kako izboljšati po modelu za izboljšave s tem znanim PDSA krogom, kako izboljšati nek problem, ki ga ima neka ustanova. Vsaka ustanova je mogla tudi narediti praktični primer. To se pravi, potreben je tudi trening in na koncu mogoče za tiste, ki bodo to vodili, a ne bo to vodja kakovosti, komisija za kakovost, pooblaščenec, jih naučiti po sistemu, ki se reče uči učitelja, da bodo naprej prenesli tiste praktične zadeve v prakso. Vsega naenkrat se ne bo dalo narediti, nemogoče, kot je rekel gospod Gerbec, potreba bo nekaj let, ampak ne čakati, če bomo mi čakali, da bo tistih nekaj let minilo, bomo na istem, kot smo zdaj. Začeti je treba pod narekovaje jutri. Ja, mogoče jaz tukaj še dodam, da so tudi razlike med izvajalci. Po zakonu imajo izvajalci zelo veliko nalog, prav tako veliko nalog novo ustanovljena agencija.
Kar se tiče izvajalcev, naprimer splošnih bolnišnic po obeh kliničnih centrov na sekundarnem in terciarnem nivoju, je veliko teh stvari, ki je v zakonu, praktično so mogli že delati ali na podlagi splošnega dogovora ali uredbe in niso toliko nove. Res pa niso tako zavezujoče bile, jih niso jemali morda tako resno. Ampak imajo, ker so tudi vse razen ene bolnišnice v Sloveniji že akreditirane, jaz ne vidim takega problema pri teh izvajalcih, da bo to tako zelo zaživelo. Problem vidim predvsem na primarnem nivoju, tam so sicer certificirani na podlagi ISO standardov in pa seveda v socialno-varstvenih zavodih. Ne smemo pozabiti, in tukaj poudarjam, da vse zahteve zakona, določbe zakona veljajo tudi za njih v delu, kjer izvajajo zdravstveno dejavnost. In tukaj pa nas čaka obilico dela, predvsem njih, in oni potrebujejo pomoč. To pomoč jaz vidim v javni agenciji, ki pa v tem trenutku tudi še ni realizirala mnoge naloge, ki bi jih morala, zato da bi izvajalci lahko izvajali določbe zakona. V tem smislu mislim predvsem, da niso določeni minimalni standardi, ker po zakonu so lahko izvajalci akreditirani ali certificirani, je to prostovoljna odločitev. V primeru, ko tega ni, mora agencija določiti minimalne standarde. Se pravi, da tisti, ki se nočejo akreditirati ali tem certificirati, v tem trenutku pravzaprav nimajo še nič, ne. Potem, na primer, zakon določa, zato ker je že Andrej omenil, v Sloveniji smo zelo šibki v znanju s področja kakovosti in varnosti, zato ker nimajo fakultete, zdravstvene fakultete ali pa tudi srednje šole in vse tiste, ki se ukvarjajo, pač izobražujejo s področja zdravstva, ni kurikuluma, ki bi vseboval predmet kakovosti in varnosti, razen redke imajo, se pravi predvsem fakultete za zdravstveno nego, po mojem vedenju imajo to kot izbirni predmet. Torej, vidimo, da nekako tudi tisti, ki se odločijo za zdravstvene poklice, nimajo možnosti, da bi se na svoji poti izobraževanja srečali s to tematiko in se izobrazili. Glede na to smo se tudi pisci zakona odločili in dogovorili, da smo pravzaprav kar nekaj definicij zapisali v zakon, tudi kaj je to na primer varnostni incident, kaj so to preprečljivi škodljivi dogodki, zato da pravzaprav vsi vedo, kaj sploh to pomeni. Ker če imaš ti navodila, da moraš nekaj delati, pa ne veš, kaj to sploh je zelo težko. Tako da tukaj je zdaj na potezi resnično agencija, ki mora pripraviti na podlagi pravilnika mislim, da je usposabljanje in pridobivanje kompetenc za vzdrževanje kompetenc z področja kakovosti, ki ga je pripravilo ministrstvo, mora agencija pripraviti vsebine, program, na podlagi katerega bojo potem lahko izvajalci začeli izobraževati svoje zaposlene. Izobraževanje je obvezno za vse zaposlene, vendar tudi tukaj zaenkrat izvajalci ne morejo tega storiti, ker še ni znanega tega programa oziroma vsebin tega programa, niti niso znani tisti, ki so usposobljeni, da lahko ta predavanja oziroma usposabljanja izvajajo. Tako mislim pa, da se zakonski rok izteče 1. julija, da bi mogli izvajalci to že imeti. Tako da tukaj je nekaj vezanih poslov, tako rekoč, agencije, izvajalci, ampak kljub vsemu večino pa izvajalci morajo in lahko začnejo, ne. Že danes. Ja, bi že mogli imeti, no. Jaz bi se samo tukaj bi rad dodal glede akreditacij. Akreditacija pomeni zagotavljanje, da ti nekaj že imaš. Samo pogledajo, ali ti imaš nek standard, ki ga seveda na vsake toliko let akreditacijske hiše spreminjajo, in ali si ti skladen s tem standardom ali nisi skladen. Akreditacija, če si ti akreditiran, še ne pomeni, da si ti najboljši. Ker akreditacijske hiše ne govorijo, ne svetujejo.
To se pravi, se moramo naučiti, kako bi neki standard, s katerim naprimer nismo skladni, izboljšali. Zato to gre. Torej, ne biti zadovoljen samo s tem, smo akreditirani, nam ni treba ničesar več narediti. Hvala, Franci. Ja, veste, to je tako. Mi imamo, ko pridemo mejo v Šentilju, zavlada jugofaktor, Balkan. Razlike v tem, kar je zdajle Biserka govorila, glede kakovosti pa izobraževanja. Predsednica zdravstvenega sveta je na Bledu na razvojnem forumu, zdravstvenem, lepo pred leti že povedala, da ona je v Ameriki videla, da njihov sistem na področju kakovosti in varnosti je takšen, da je prvič obvezen za vse delavce in drugič, da morajo izpit narediti, oni morajo teste delati. In če ne naredi 80% vsebine testa, mora ponavljati, se mora ponovno udeležiti. To isto je v Angliji in na Škotskem. Jaz sem kazal v Portorožu primer nekega našega zdravnika, ki je vodilni v eni od ustanov. On je moral na področju kakovosti in varnosti 24 seminarjev skozi dati in to za 80%, najmanj 80% uspešnostjo testa, če ne ga je moral pa ponoviti. In ko sem ga vprašal, koliko je stroškov za to, kdo jih plača, je rekel, stroški za udeležbo na teh seminarjih so 1000 funtov. Saj, kdo jih plača? Pravi, za javne zdravstvene ustanove jih plača država, za zasebnih plača pa lastnik te bolnice. To meni, da računa s tem, da bomo samo z dosedanjimi stroški, z dosedanjem porabo časa za to, in sem ga vprašal, koliko časa si pa ti za to porabil, rekel 14 dni. Samo v času licenčnega obdobja 7 let je moral on 24 seminarjev in tečajev skozi dati. Recimo kaj, ja, padci iz postelje, okužbe in tako naprej. Imajo natančno predpisane vsebine in obveznost, da se to mora zgoditi, vse to ni samo stvar zakona. To je stvar normalnega odnosa delodajalec pa zdravstveni delavec, da on reče, da se moraš izobraževati. Vse to mora razumeti vsaka ustanova sama za sebe. Ni treba, da je ta zakon nalaga ali pa da bi zakon tega ne določa. Zakon ne kaznuje nekoga, ki nekoga ne poželja izobraževati. Tega ni, se tudi prav, da ni, ampak izvajalec sam mora razumeti, da morajo šoferji seveda, ko se dodatno usposabljati. Da morajo tudi recimo na Vransko iti, se učijo recimo kakšnih posebnosti ali kakšnih takih spretnosti, kako se reče. Tako da to se mi zdi, da je zelo pomemben ta premik v tem, da bojo ustanove same to organizirale, da bojo to vlagale, da se potrebno čas vzele, da bojo potrebno denar in tako naprej. Potem se bojo stvari izboljšale. Tudi prikazovanje izidov, o katerih sem prej govoril. Mi smo govorili z nekaterimi večjimi ustanovami, veste, kaj so povedali. Da tisti hip, ko so začeli oddelčno kazati rezultate, so se rezultate začeli tako izboljševati. Zakaj? Ker so se eni z drugimi začeli drug zagledati, pa jih se primerjati z boljšimi, slabši z boljšimi. Tako da to bo samo po sebi že pomenilo premik, če bojo kazalniki. Seveda kazalniki morajo pa takšni, da ne bodo zdravstveni delavci s prstom kazali, kot so pogosto zdaj so rekli, to je poročanje zaradi poročanja. Celo kazalnik, to seveda gospod Mirša natančno ve, mora biti tisti, ki dejansko odraža neko kakovost nekega dela, ki je tako pomembna, da se jo tudi s kazalnikom merja, drži. In da še neki, to so nas pa zdravstveni delavci, zdaj upozorili vodstva ustanov, oni potrebujejo reakcije agencije. Se pravi, dobijo nazaj, morajo dobiti analizo, morajo dobiti povratno informacijo. To se mi zdi, povratna informacija pomeni, da pride do dialoga med agencijo pa med izvajalcem. Se bolj vsedejo in da pogledajo, zakaj se kaj dogaja. Ne, da je to samo papirologija ali pa papirologija, da drži. Ja, če smem pač dodati, ko se veliki zvali pač glede kazalnikov. Daj, ne smemo štartati pač začeti z predpostavko, da do tega trenutka pač nič nimamo, kar se tega tiče. Seveda obstajajo kazalniki kakovosti, kot napori na državni ravni, lahko rečemo, da so se začeli vsaj v leta 2000, nekateri bojo šli nazaj v leta 86 in vzpostavitev perinatalnega informacijskega sistema, tako da veliko je bilo pač že narejenega, ampak recimo v tem trenutku nimamo dogovorjenega postopka tako, da kako bi bilo dorečeno, kako bomo izbrali kazalnike, ki bojo zadostili vsem tem, kar je Franci izpostavil, kaj bomo naredili za to, da potem nekaj se zgodi, potem, ko so ti kazalniki preračunani in objavljeni, kar je spet zanimivo povezano s tem kredibilnostjo in kako so bili kazalniki razviti. Če se strokovnjak, katerega se določen kazalnik tiče, ne poistoveti z njim, v smislu, da ne vidi v njem vrednost
kot pokazatelj dejanske kakovosti svojega dela ali pa dela določenega oddelka, potem bo seveda zaradi nekakovosti podatkov ali pa zaradi napačne izbire same narave kazalnika, potem temu ne bo pripisal vrednosti, ne bo ukrepal na podlagi tega. Tako da je en kup enih variabel, pač se pravi spremenljivk, ki jih je potrebno upoštevati, in zato pravim, da tukaj dogovor med vsemi deležniki je nujen in vzpostavitev tega sistema je kar zahtevno. Ampak Biserka. Mogoče sem dopolnitev po odgovor na to, ko je pravzaprav Franci rekel, ja, da izvajalci pogrešajo povratne informacije. S tem smo se pravzaprav srečevali že pred leti na področju kazalnikov, ko smo pripravljali na ministrstvu ta poročila, bolj ali manj uspešno, vendar zdaj še nekaj zakon zahteval. Do 31. marca so mogli vsi izvajalci poslati poročilo o kakovosti javni agenciji. Vsi izvajalci, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Jaz mislim, da imamo tukaj zelo en velik problem. Nisem prepričana, da kdorkoli v Sloveniji ve, koliko je teh izvajalcev. Jaz ocenjujem, da jih je več tisoč, sigurno 3000. Tukaj morate vedeti, tukaj so fizioterapevti, ortotiki, protetiki, vsi, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. In nekateri izvajalci so bili pozvani, da pošljajo ta poročila, kljub temu, da to ni dolžnost agencije, da poziva, vendar je to izvajalci morajo vedeti na podlagi zakona, da to poročilo morajo pripraviti. Nekateri izvajalci pravzaprav niso bili niti poznani, kar pomeni, da jih nimajo v evidenci. In kaj se je zdaj zgodilo? Jaz sem prepričana, da je verjetno okoli 1000 poročil dobila agencija. In tukaj je nujno potrebno in odziv. Se pravi, agencija mora na podlagi teh poročil pripraviti skupno poročilo, nacionalno poročilo, tako naprimer kot varuh za človekove pravice, ki ga bo obravnavala vlada in potem še parlament. To je velika odgovornost in obveznost sedaj za agencijo. Treba bo pripraviti odgovor vsem izvajalcev, ker je, tako kot je rekel Franci in Mirša, izvajalci brez tega, da bojo dobili povratno informacijo, ali je njihovo poročilo dobro, ali je, kaj je treba dopolniti, ali kaj ni v redu, kako je primerljivo s čim. Ne glede na to, da bo agencija dobila tukaj tudi izjemno velik nabor podatkov, na podlagi katerih se bo potem lahko odločila, v kakšne minimalne standarde bojo pripravili, na primer, kakšne, prej smo pozabili povedati, da naloga agencije je tudi, da posodobi seznam opozorilnih nevarnih dogodkov, zelo pomembna zadeva, ne. Ampak tukaj je nujna, ker pa mislim, da danes še nismo povedali, informacijska tehnologija. Brez tega ne bo šlo. Brez tega ne bojo mogli izvajalci sporočati opozorilne nevarne dogodke, sporočati, spremljati kazalnike kakovosti. Brez tega agencija ne bo mogla pripravljati ustreznih odgovorov, poročil. In jaz mislim, da je tukaj ena zadeva, ki se je treba res nujno lotiti hitro in takoj, na kar pravzaprav nagovarja tudi že zakon. Zakon piše, ne, da bo vzpostavljena, to je pa naloga, mislim, da vlade oziroma ministrstva, vzpostavitev ustrezne informacijske infrastrukture. To je bil že zdaj prvi korak, se pravi to poročilo, o izvajanju kakovosti, 31. marec. Kaj so naslednji koraki v tem letu, ki se pričakuje strani izvajalcev? Je še kaj drugega takega, kar? Ne, razen to, da morajo redno spremljati že vse te kazalnike, katerih metodologija je objavljena na spletni strani agencije, sporočati opozorilne nevarne dogodke, vendar tukaj na način, ki je pač ni informacijsko podprt in na način, ki ni posodobljen. O tem bo verjetno več vedno Andrej povedati, ker tudi seznam mi imamo 7 teh opozorilnih nevarnih dogodkov že 20 let in je pravzaprav neprimerljiv tudi z ostalimi državami, ker smo videli tudi, ko smo prevajali te zakone, mednarodne zakone, tudi to je treba nemudoma narediti, ampak to so take stvari, ki bi jih pravzaprav agencija lahko pripravila, ne. Pa, ko govorimo o tem, da ne bo, da izpade zelo lepo to, kar smo govorili danes. Zdaj, to je tako lep gvanc smo si zdaj dali, da s tem zakonom, ne. Zdaj pa, ko govorimo o opozorilnih nevarnih dogodkih, to za veliko večino poslušalcev, razen za zdravstvene delavce, ne pomeni veliko, kaj pa je to opozorilni nevarni dogodek.
Eden od teh 7 vrst opozorilnih nevarnih dogodkov je samomor pacienta. Zdaj pa konkretno, ne bom spustil, bom ustanovil, seveda. Mi smo preverjali pri nekaterih bolnicah, a so poročali o tem incidentu, vse imeli samomor pacienta. Ene so poročali, druge pa ne. In en najbolj znanih primerov, ki je bil predmet tudi velike javne pozornosti, je bil ravno takšen, šlo je za samomor mladoletnega pacienta. In niso poročali o tem na državno raven, pa bi morali. To je velika odgovornost in neodpustljiva odgovornost vodstva, pika. Nimamo kaj o tem razpravljati. Ker to pomeni pometanje pod preprogo, kajti ta dogodek terja kaj? Ta dogodek terja neko vzvratno analizo, kaj se je dogajalo, zakaj je do tega prišlo, vse gre za to. Zato, da se seveda, če se pa v kakšni ustanovi to zgodi 2-krat ali pa 3-krat, potem je pa to znak za alarm, da je tam morda nekaj narobe v obravnavi pacientov. Seveda se bojo pa zmeraj taki primeri dogajajo. Mislim, da tega ne bo, seveda to ni res. Ampak važno je, kakšne so reakcije ali pa v kakšnih pogojih preko do tega prihaja. Tako da, kar se tega tiče, moram povedati, da mi o tem nismo govorili, mi se v Zvezi organizacij pacientov pripravljamo na sistem sporočanja varnostnih incidentov. To ni poročanje, to je sporočanje, ko bo pacient ali svojec ali nekdo drug nam sporočil, mi bomo kam poslali to sporočilo. Ja, na ustanovo, kjer se je ta dogodek zgodil. Če pa ustanova ne bo reagirala, bomo poslali pa agenciji. Se pravi, da bomo mi do neke mere poskušali opravljati vlogo tisto, kar se reče pogojno rečeno peščevaj ali watchdog, po angleško. Se pravi, zakaj pa mi to moramo narediti? Zato, ker se pacienti na nas že obračajo. Nam že sporočajo to. No, mi moramo upeljati sisteme, po katerem bo to normalno, zato da se bo povečalo zaupanje ljudi v zdravstveni sistem, kajti mi moramo ugotoviti, da po COVID-u je zaupanje v slovenski zdravstveni sistem in v zdravstvene ustanove in v zdravnike je močno padlo. Zaupanje državljanov v sistem se je bistveno znižalo, če je bilo še pred leti na zelo, zelo visokem mestu. Je zdaj seveda predvsem zaradi razlogov nedostopnosti oziroma čakalnih dob, pa tudi zaradi dogodkov na tem področju je to padlo in jaz mislim, da je naloga vseh deležnikov, da se zelo potrudimo, da bomo seveda dosegli bistveno boljše rezultate na obeh področjih. Zaključna misel, hvala vsem, morda Saj zaključno misel, pravzaprav sem jaz že povedala, da naloga nas je vseh, da bomo vsi skupaj se potrudili, da bo ta zakon pravzaprav tudi s pomočjo teh naših komentarjev, ki ne govorijo samo kaj, temveč tudi zakaj in kako zaživel v praksi. In pa morda še res nekaj, to je pa samo čist zakon, ta zakon pa res tudi prvič zelo jasno opredeljuje odgovornost in to odgovornost, da je odgovoren direktor za izvajanje določb tega zakona. To mislim, da je prvič tako zelo jasno napisano. Navezano na to, kot je rekel Franci. Jaz pa mislim, da v tem vsakem primeru v preteklosti ni šlo za odgovornost vodstva, ne da karkoli hočem omiliti, mislim, da je šlo velikokrat tudi za nevednost vodstva, da morajo to sporočiti. Sedaj pa, ker je zakon pač nevednost več ne opravičuje, je potreba temu slediti. Spravo je za pričakovati, da se bo število poročanj vseeno dvignilo iz tistih 5-6 na leto. Z namenom, To je pa vprašljivo. Namreč ta zakon, proti temu zakonu so nekateri drugi zakoni, ki govorijo prav nasprotno. To so zakoni za regulirane poklice. V zdravstvu so regulirani poklici zdravnik, zobozdravnik, medicinska sestra in farmacevt. In tam točno piše, če zdravnik naredi napako in so posledice te napake za pacienta hude ali celo smrt, se mu lahko doživljenjsko vzame licenca. Za druge poklice, ki niso regulirani, so pa napisani v posameznih, so zapisani povsod na ministrstvu, kdo lahko dela določeno stvar, za te pa velja samo to, da se mu za 7 let se ga izbriše iz registra. Zato bo treba tudi izven zdravstva, predvsem na tisti, ki zakone spremljajo,
Meni se to čudno zdi, kako da to niso že sami pogruntali na primer zakonodajni službi v parlamentu, da se ti zakoni med sabo tepejo. In zdaj, če sem jaz v strahu, če imam kulturo strahu, zdaj, če po tem zakonu nisem nič kriv, a ne, po drugem zakonu je pa rekel, napako sem naredil, pacient je pa umrl zaradi tega, ne bom sporočal, bom dal pod tepih, ker toliko pameti pa ljudje najbrž imajo v zdravstvu, a ne, da ne bo sam sebe spravil v zelo nezavidljiv položaj, in to bo treba spremeniti. Ker največja stvar, ki jo morajo dobiti vsi, ki delajo v zdravstvu, od strežnice do direktorja, mora biti psihološka varnost. To se pravi, da jaz lahko sporočim napako, ne da bom kaznovan, ne da bojo rekli, ti pa tožiš tega kolega ali pa tole kolegico. To je pomembno. Še zaključna misel, kaj je bila bila replika? To je bila zaključna misel, pravzaprav, drugače pa ta zakon, bi človek temu lahko rekel, neverjetno, da se je končno pripravil po tolikih letih. Jaz sem začel leta 2001 se s tem ukvarjati, poskusil velikokrat, vedno sem dobil brco v kolen najmanj. No, velika reč potem. Če dovolite, Franci, bi vas dal za na konc kot zaključno misel, pa damo prej še Mirši besedo, ne? Potem pa vam predsedniku. Jaz bi izpostavil to, da zakon zdaj prvič na zakonodajni ravni določa pristojnosti in odgovornosti raznih deležnikov. In to lahko izkoristimo ali pa je lahko temelj za izgradnjo odnosa zaupanja med deležnikov, ker vemo, kdo mora kaj narediti. In upam, da bomo pač izkoristili to priložnost, zato da dejansko potem udejanjimo vse te izboljšave na področju kakovosti, ki si jih obetamo. Kot pomemben mejnik na razvoju kulture, zagotavljanja kakovosti. To je bil, kot smo rekli ob sprejemu, prvi velik, pomemben korak. To, da čaka nas z vso hitrostjo naslednji, to je čimprejšnji sprejem zakona o nekrivdni odškodninski odgovornosti za škodo povzročeno pacientom s preprečljivimi dogodki, malo kompliciran naslov. Če bi ta zakon sprejeli malo čimpreje, bi se v številnih primerih bi tudi izvajalci v večji primeri to prijavljali, zaradi tega, ker potem ne gre za direktno odškodninsko odgovornost same ustanove ali pa celo posameznika, znotraj nje. To meni, da take zakone, kot ga imajo Norvežani, Danci, Švedi in tako naprej, bi mi morali čim prej sprejeti, ker bi razbremenili ta pritisk, ki je tudi v ozadju tega, zelo odškodninska odgovornost ustanove, v tem primeru seveda nekdo drug vodi, ne ustanova sama, neka državna ustanova vodi postopke ugotavljanja odgovornosti za škodo, ne da bi seveda izpostavljali predvsem osebno odgovornost posameznika ali pa neke ustanove. Ti postopki so se izkazali drugod kot zelo učinkoviti, to je eno, in drugo je pa to, kar doktor Lubida velikokrat poudarja, dekriminalizacija napak v zdravstvu. Zdaj je to malomarnost, ta pritisk tega, če gre lahko za kazenske postopke, je tudi prav tako zelo močan, tako da mi mislimo, da je treba revidirati sedanji kazenski zakon na tem področju in zelo zožiti inkriminacije, ki pomenijo dejansko na tem področju kaznivo dejanje. Najmanj te dva koraka nas čakata, sta oba zelo zahtevna, pa vendar sta zelo nujno potrebna, ker zdravstvo je dejansko zelo kompleksen sistem. Verjetno bolj kot pa, ne vem, jaz mislim, da ni nobenega drugega sistema tako kompleksnega kot je zdravstveni sistem. Tudi vojska je v bistvu enostavna organizacija. Naprej zdravstvo. Najlepša hvala. Hvala vsem avtorjem, hvala urednikoma, ki sta, pripeljala to delo do konca, to veliko delo do konca. Hvala vam vsem štirim, da ste to delo naredili. Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu s komentarjem je dragocen pripomoček vsem, ki se pri svojem delu srečujete s vprašanjem kakovosti, sistemov, procesov in zagotavljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Zavezuje širok krog zavezancev, izvajalcev v zdravstvu, se pravi, ne govorimo samo o primarju, sekundarju, terciarju, govorimo o varstvenih zavodih, govorimo o domovih starejših občanov, govorimo o fizioterapevtih, govorimo o vseh, ki imajo neka licence oziroma dovolila pristojnih ustanov za izvajanje zdravstvenih storitev v tej Sloveniji.
Hvala. Vabimo vam vse, ki ste bili z nami, hvala za vaš čas. Vabimo vas tudi k nakupu komentarjev, saj smo prepričani, da vam bo koristil pri razumevanju zakonskih zahtev, predvsem pa pri udejanjanju teh priporočil zagotavljanja kakovosti v prakso. Ima kdo kakšno vprašanje? Vprašanja smo že pokrili. Tako da knjiga je na voljo pri Planetu GV, zato vas vabimo, da jo seveda tudi naročite že danes. Hvala še enkrat za vašo udeležbo in lep preostanek dneva vam želim. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Hvala.